Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije Jaz. Torej, evropske volitve so za nami, rezultati so znani. Enim je to všeč, drugim ne. Eni so zadovoljni, drugi so razočarani. Torej, ljudstvo je spregovorilo. Da bi pa malo nekako pokomentirali te rezultate evropskih volitev, to nedeljo, ki so bile 9. junija, smo pa v studiu povabili gospoda Alojza Glavača, aktualnega župana Moravskih Toplic, tudi nekdanjega državnega svetnika in pa tudi nekdanjega regijskega koordinatorja SDS za Pomurje. Gospod Glavač, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep ponedeljkov pozdrav. Torej, rezultati so znani v Sloveniji, se tudi za Evropo, ampak če malo pogledamo zdaj najprej v Slovenijo. Torej, mandati so nekako razdeljeni po tem ključu, torej Slovenska demokratska stranka je dobila 4 mandate, Nova Slovenija 1 mandat, Socialdemokrati 1 mandat, potem Zeleni 1 mandat in pa Svoboda 2 mandata. Kakšen je vaš komentar glede na razdelitev teh mandatov v Evropski parlament? Ja, najprej so volitve v Sloveniji zaznamovane tudi z referendumskimi vprašanji, ki so bila nekako umetno vsiljena strani vladajoče politike. Zato verjetno z namenom, da bi povečala udeležbo predvsem tistih volivcev, ki bi glasovali bolj levo oziroma levo od sredine. Ampak to jim je uspelo, ne? Glede na prejšnje evropske volitve. Res je, vendar se zanašati na takšno razlago je delati iste zaključke, kot je včeraj zvečer delal predsednik vlade, namreč češ, da smo mi v Evropi pokazali, kaj je zdaj te sporočilo teh volitev. Mislim pa, da je to napaka. Naši slovenski volivci so v glavnem odločali o tem, da so nezadovoljni z dosedanjo državno politiko, vladno politiko, če hočete, pa tudi nezadovoljni z delom evropske politike, ki se pa nanaša na nekatere zunanje politične dileme Evropske unije in tudi na nekatere varnostne ali pa demografske vidike, gospodarske politike Evropske komisije predvsem. Ampak nekako rezultat ni ravno, mislim, je kar, bom rekel, uravnotežen. 5, bom rekel, desni pol, 4 levi pol. Ja, drži, v bistvu to drži, če gledamo, če Prebiliča recimo in Vesno pač štejemo popolnoma levo, potem je rezultat 5-4, vendar je seveda še včeraj po delu preštetih glasov kazalo tudi drugače, se pravi, da bi lahko rezultat bil za nekaj tisoč glasov razlike, 2 do 3 tisoč drugačen, da SD sploh ne bi imel poslanca in da bi povratnik ali pa novinec v politiki Gregorčič, Slovenska ljudska stranka, dobil mandat evropskega poslanca. Tako da so tile rezultati zelo tesni, načeloma pa naj povem, da so predvsem ljudje, tisti, ki so prišli na volitve, odločali o teh vprašanjih. Kakšna naj bo bodoča evropska politika v odnosu do migracij, v odnosu do varnostnih problemov vezanih recimo na konflikte in vojne v naši soseščini in podobno. Ampak vseeno, na volišče se je odpravilo nekaj več kot 40% volilk in volilcev. Vseeno se mi zdi to majhna številka. Ja, Slovenci na nek način še vedno ne dojamemo, da skoraj več kot 40-50% vsega, kar se nam dogaja na tej normativni ravni, prihaja iz Bruslja, iz Evropske unije. Se pravi, da je vsakokratna naša vlada ali ministrstvo izvrševalec nekaterih ureditev, nekaterih zakonodajnih predlogov, ki prihajajo iz Bruslja. Čeprav zdaj smo te Beograd zamenjali za Bruselj, oziroma Bruselj za Beograd. Če vas dobro razumem. Ja, ampak Beograd je nadaljevanje neke druge zgodbe po prvi svetovni vojni, torej kraljevine Srbov, Hrvatov, Slovencev, ki se je pa potem po drugi svetovni vojni, po propadu seveda Hitlerja v Evropi, fašizma, nadaljevala v socialističnem nekem bloku, kjer Slovenija ni bila ne levo, ne desno, nekaj miks, malo na vzhodu, malo na zahodu, torej neuvrščena.
Bruselj je seveda drugačna tvorba, ker je nastala predvsem na povojni ureditvi v zahodnji Evropi, v smislu dveh najmočnejših narodov, to sta Francija in Nemčija. Kako narediti staro celino takšno, da ne bi prihajalo do vedno novih vojn, ker sta se obe svetovni vojni začeli v Evropi in so v bistvu šli na ideje, kot so seveda demokracija, gospodarstvo, človekove pravice in podobno. Kako kaj komentirate rezultat Svobode, ki je na prejšnjih volitvah tako premočno zmagala? Mislim, da so dobili blizu 40%. Zdaj na teh evropskih volitvah pa so dejansko prepolovili svoje rezultate. Dobili so dobrih 20%. Ja, zdaj, če gledamo Svobodo kot celo Svobodo, potem je to poraz. Če pogledamo del Svobode, katere del je tudi nekdanja Lista Marjana Šarca, pa mislim, da je to še večji poraz Roberta Goloba, predsednika vlade, namreč in Irena Joveva in Marjan Šarec, to dejansko Lista Marjana Šarca. Kaj pa recimo SDS, ko je dobil sedaj dejansko mandate zraven? Torej pri prejšnjih so sicer bili skupaj za Slovensko ljudsko stranko, so bili takrat 3 mandate, sedaj so pa 4 mandate. Kako to kaj komentirate? Ja, SDS je ves čas imelo neko konsistentno politiko v zvezi z varnostnimi vprašanji, povezani z recimo ukrajinsko-rusko vojno, potem je imela konsistentno politiko povezano z migracijami, zato tudi recimo Branko Grims, ki je preskočil mesto na listi SDS-a, torej on je izdal knjigo s to temo in seveda inteligentno izkoristil promocijo to knjige tudi za svojo predvolilno kampanjo. Ja, Zala Tomašič pa je presenečenje teh volitev, predvsem mlajše generacije, ker je potegnila tudi ogromno mladih volivk in volivcev, predvsem tistih, ki podpirajo SDS in te desnosredinske stranke na volitve. Ja, Romana Tomc in pa Milan Zver sta pa itak že dolgo progaša v politiki, tako da ona dva pa nista presenečenje. Kako daleč sega spomin povprečnega volilca v Sloveniji? Ja, to pa je vprašanje res, ki bi se ga moral skoraj vsak politik zavedati, je pa to vprašanje vezano tudi na vašo odgovornost medijev. Namreč mediji radi prodajajo dnevne zgodbe, prodajajo, ne me zamerite v narekovajih, in pozabljajo nekatere dolgoročne aktivnosti posameznikov in tudi recimo političnih strank. Hitro pozabijo, kaj je kdo dobrega naredil ali pa slabega. Nove zgodbe so v bistvu bolj pomembne, tako tudi imamo zdaj. Torej, vemo, pred 2 letoma so bile parlamentarne volitve, potem so vsi je bila Svoboda kot nek odrešitelj, po drugi strani SDS pa pač tiste stranke, ki se nekako moramo rešiti v narekovajih povedano, sedaj po 2 letih je pa zgodba obrnjena. Kako to kaj komentirate? Ja, logično je, da je Svoboda gradila seveda na sprotnem od tistega, kar je zaznamovalo recimo epidemijo covida, se pravi omejitve gibanja, potem distance, ni bilo prireditve, način delovanja v javnem življenju je bil drugačen, tudi društvene in podobno, in nasprotno od tega je vse, kar je Svoboda govorila, pač nekako tisti revolt ljudi tudi izkoristila za volitve. Vendar je hitro prišlo razočaranje, razočaranje v tem smislu, da recimo ta vlada, ki je zdaj že 2 leti praktično, ni bila sposobna urediti niti popoplavne obnove, za kar je dobila evropski denar, je dobila potrebno podporo tudi medijev in javnosti. Vsi smo podprli, da je treba stopiti skupaj ob teh nesrečah. Ampak kaj dosti se pa v teh krajih še ni zgodilo. Niti za posameznike, niti za vodotoke ali poplavne. Ste morda od teh strank, ki so ostale zunaj parlamenta, od Slovenske ljudske stranke do Resnice, Desusa, Zelenih Slovenije, Levice, nič od tega. Ste morda od teh pričakovali, da bo kdo od njih vstopil v Evropski parlament?
Ja, v bistvu sem pričakoval najbolj v bistvu od Slovenske ljudske stranke, pa ne od cele liste, ampak predvsem od tega njihovega, ki je tudi dobil največ glasov, torej kandidata dr. Gregorčiča. Ta je bil tudi prepričljiv in če bi kampanja trajala več časa in če bi njegova navzočnost ali pa prisotnost na mainstream medijih bili tudi taki, kot pač se šika za parlamentarno stranko, mislim, da bi bil izvoljen poslanec, ker je razlika med Nemcem iz SD-ja in pa Gregorčičem iz SLS-a 2-3 tisoč glasov. No, pa tu je še potem tudi Nova Slovenija, ki je tam vmes. Tako da tu so zelo majhne razlike. Tudi. Ja. Zdaj vidimo, imamo nekako poslance, če gledamo zdaj v Evropski parlament, dejansko iz skupine Evropska ljudska stranka, kjer sta SDS pa Nova Slovenija, potem imamo iz skupine Socialisti in demokrati, kjer so socialdemokrati, potem imamo skupino liberalcev, ki je Svoboda, in pa imamo tega zelenega Prebeliča, ki je pri zelenih. Bi lahko spet sedaj, ko se bo formiral ta novi parlament, pa nova Evropska komisija, lahko prišlo spet do te koalicije med socialisti, ljudsko stranko in pa liberalci, pa seveda z neko načelno podporo tudi zelenih. Bi lahko do tega prišlo zdaj? Da bi spet, bom rekel, ti tulili v isti rok. Prva izjava dosedanje predsednice Evropske komisije je že šla v to smer, torej da bo poskušala kot špicen kandidat recimo EPP-ja se pogovarjati v to smer, mislim pa, da je zato še prezgodaj. Namreč kljub vsemu se jaz pristaš tega, da se naredijo resne analize in resne analize pravijo, da evropski volilci niso nagradili glavnih teh strank. Tudi EPP-ja ne, čeprav je zmagovalka, pač to je strukturno dejstvo Evrope, drugače pa resne analize morajo upoštevati tudi povečanje moči strank, ki stavijo na nacionalno identiteto, ki je v poplavi bruselske birokracije pač zgubljamo vsi, posebej mali narode. Te stranke so dobile potem v zvezi z varnostno politiko, to predvsem mislimo na AFD in pa podobne, pač zmagovalke Le Penove v Franciji, tudi Melonije v Italiji in podobno, tako da je prezgodaj govoriti, kakšna bo koalicija. Tudi je potrebno povedati, da Ursula von der Leyen nima absolutne podpore v lastni politični skupini. To smo videli v Romuniji, ko so imeli ta kongres za evropske volitve, dobile malo prek 50% glasov. Ogromno delegatov sploh, mislim, da ni dvignilo teh volilnih lističev. Tako, in tudi mađarski Fides je izstopil ravno zaradi nje iz družine EPP. Pa še kakšno stranko bi lahko našli, ampak to morda niti ni toliko pomembno. Pomembno je, da vsi skupaj resno analizirajo sporočila in rezultate teh volitev. To, da bi kar rekli, zmagali smo, čeprav smo izgubili, to je premalo. Torej, sporočilo teh evropskih volitev je, da Evropa mora iti v drugo smer. No, kot zdaj vidimo, se pravi desno od ljudske stranke so ti konzervativci pa reformisti, kjer je Melonijeva stranka, torej bratje Italije, so tam njihova skupina, potem so Zakon in pravičnost, to so sicer sedaj z Poljske, so sedaj v opoziciji, ampak so bili vladajoči. Potem je tu Identiteta in demokracija skupina v Evropskem parlamentu, kjer je recimo Le Penova, ki je dobila čez 30% v Franciji, potem so tu tudi svobodnjaki, ki so zmagovalci v Avstriji. Lahko sploh ti dve skupini nekako ignorira, bom rekel, ta ljudska stranka pri sestavi neke večine. Pa potem bi še tudi tu povedal, kaj še desno od tega so številni poslanci, ki morda niso povezani, ampak vseh teh skupaj je, mislim, da okrog 200, torej desno od ljudske stranke, je sploh možno to skupino poslancev ignorirati. Ja,
če bo ta glavna grupacija, ki je bila zdaj 2 mandata skupaj, to pomeni EPP, Ljudska stranka, socialisti in pa liberalce, ne, če bo rinila glavo v pesek in ne bo razumela sporočila teh volitev, potem se to ne bo dobro končalo. Še enkrat poudarjam, recimo pri nas zanimivost volitev. 2, eden sedanji obrambni minister, pa eden bivši obrambni minister, sta postala evropska poslanca. Kaj mislite, kaj bosta ona 2 tam govorila? Tisto, kar najbolje poznata in veste, to je varnostna in obrambna politika Evrope. In teh je še več. Torej, Evropa bo morala govoriti v Evropskem parlamentu tudi, ali si želi močnejšo bruselsko administracijo ali želi več nacionalnih suverenih držav. Torej, tudi sedaj so politiki, ki bi radi imeli Združene države Evrope. Koliko je to še zdaj sploh glede na to razdelbo parlamenta smiselno? Ja, Združenih držav Evrope verjetno nikoli ne bo, ker Združene države so v bistvu nastale iz popolnoma drugačnih razlogov, se pravi iz državljanske vojne, kjer seveda se je narodnost potisnila v ozadje in vse je pomenilo ameriška zastava, ameriška ustava in vsi imajo enake možnosti. Torej, tega v Evropi ni, Evropa ne sme in ne more pozabiti svoje krščanske tradicije, potem helenske, rimske kulture in podobno, in pa tudi razsvetljenstva in seveda teh temeljev, na katerih je praktično zgrajen moderni, razviti zahodni svet. Vseeno pa mora Evropa predvsem paziti na to, pri migracijah, da ne bodo tako zelo preplavile tuje ljudstva, tuje civilizacije, ki bodo v temelju spremenile te evropske vrednote. Torej, to je glavno tudi vprašanje politike. Kakšno koalicijo v Evropskem parlamentu si vi želite? Koalicija bi morala biti vključujoča. Če se bodo oni zdaj pogovarjali, kdo bo oblast, pa kdo bo opozicija, potem to ne bo dobra smer, tudi če bodo v štartu imeli 100 glasov preko polovice, sigurno, ne, kot smo prej ugotavljali, tile trije, jaz mislim, da morajo iti v večjo širino, ne zaradi sami sebe pa oblasti, ampak zaradi potrebnih reform, katere mora Evropska unija iti, pa predvsem, da Evropska unija zgradi svoj lastni obrambni in varnostni sistem. Brez tega Evropska unija, tudi če še ima tako dobre mirovne pobude, tako dobre zamisli, ne more pomeniti v multipolarnem svetu, ki ni več svet 2 velesil, tu je še Kitajska, potem tu so še druge mogočne države, ki nastajajo. Tudi v naši soseščini mimogrede Turčija, država, ki je že zdaj po številu prebivalstva večja kot Nemčija, največje evropsko gospodarstvo. Vse to bodo pač morali upoštevati ti, ki bodo delali tole bodočo Evropsko komisijo. Kaj vam je bliže, če bi šla ljudska, ker vseeno je ljudska stranka, največja skupina, ima nekako škarje in platno v rokah, kaj vam je bilo ljubše, da bi šli bolj v smeri povezovanja z socialisti ali bolj v smeri povezovanja s temi konzervativci in pa z identiteto in demokracijo? Glede na to, kar smo se pogovarjali, mi je sigurno ta zadnji del bližje, tudi zaradi tega, ker pravim naslavlja posamezne nacionalne probleme držav, naslavlja vprašanja identitete, torej evropske civilizacije in naslavlja tudi bolj poglobljena vprašanja obrambne in varnostne politike. Kdo bi bil za vas najbolj primeren predsednik Evropske komisije v tem mandatu? Mislim, da ni prav, da je ženska, morda bi bil moški in mislim, da je en kandidat že bil špicen kandidat, pa so ga potem preigrali ravno v Nemčiji in Franciji, ne, to pa je Manfred Weber. Morda še kako se bo zmagovalka evropskih volitev, Slovenska demokratska stranka, zakaj se bo ona zavzemala, kako vi gledate, v katero pot bodo oni šli sedaj v Evropskem parlamentu? Ker von der Leyenovo so rekli, da je ne bodo podprli. Ja, to je bilo takrat, ko se je določalo špicen kandidata, zdaj verjetno bo treba sprejeti tudi kakšno druge razsežnosti, se pravi močnejše države, mimogrede, tudi Hrvati so močneje zastopani desno in tudi Mačari, preko 40%, tako da
kar takole ta trenutek ni mogoče reči, da von der Leyenova ne bo kandidatka za evropsko komisarko, vendar bo morala upoštevati seveda te stvari, o kateri so govorila. Kar povedati zdaj, to je pa nova koalicija, liberalci, socialisti, to smo videli to v teh zadnjih 2 mandatih, ne. Ni bilo prepričljivo in tudi Evropa je imela silne težave. Posebej v Italiji, ne, z migranti in tudi pri nas, to bomo še čutili, glede teh kvot o realokacijah in podobno. Gospod Alojz Glavač, čas nam je potekel. Jaz se vam zahvaljujem za obisk našega studia in hvala pa za zanimivo debato. Hvala tudi vam in vsem, ki ste naju spremljali.